911, povejte mi natančno, kaj se je zgodilo. Ste zdaj tik ob njej? Je že na poti, prihajajo gor, poskrbela bom. Bilo je toliko krvi, da ko si jo pogledal, si mislil, da sploh nima oblačil na sebi. Poslušaj, nočeš, da je to tvoj zadnji spomin. Ženska je bila hladnokrvno umorjena, preiskovalci pa so uporabili vsa sredstva, da bi ugotovili, kdo je bil odgovoren. Ali gre za grozeče klice ali bolj za... Vsi pustite mojega tipa pri miru. Kaj je bolj strašljivo, kot biti ženska sama doma, ko je nekdo zdaj v tvoji hiši in se bori za svoje življenje? To je Tamarack, Florida, zelo mirno predmestje Fort Lauderdale. Tam je včasih živela moja babica. Tamarack, Florida, v okrožju Broward, je zelo družinsko usmerjen kraj. To je dokaj mirno območje Broward, prevladuje nekoliko starejše prebivalstvo. Tam je živelo veliko upokojencev. To ni območje, ki bi ga imel za območje z visoko stopnjo kriminala. Toda 13. julija 2022, okoli 15. ure, je bil na številko 911 opravljen klic v sili. In ko prvi posedovalci prispejo na kraj dogodka, jih klicatelj pričaka na sprednjem dvorišču tega stanovanjskega kompleksa. Ne. O, mati božja. Ali vidiš policijo? Ja, policija, z reševalci. V redu. Šerifov urad okrožja Broward je prejel klic na 911 od moškega, ki je povedal, da je prišel na obisk k prijatelju. Ker ni bilo odgovora, je poskusil vhodna vrata in ugotovil, da so odklenjena. Ko je odprl vhodna vrata, jo je našel približno 3 metre od vhoda, obkroženo z lužo krvi. Ja, ta stavba, ta tukaj. Ste zdaj z njimi? Ja, zdaj sem z njimi. Tukaj ste, v redu. V redu, no, pejdi pa počaki. Lahko govori z njimi. Je pa šla zraven? Ne, z mamo, ampak njena mama je stevardeza. Ne, tam ni nikogar. Kako imaš dostop do hiše? Moj najljubši, ne dotikaj se ničesar. Popravljal bom zadaj na poti, počakaj. Ta klicatelj na 911 Rovelto Robinson pokaže prvim posredovalcem stanovanje svoje punce, 23-letne Kale Hodgson. Katero stripa? Kako ste dobili dostop? Nimam dostopa, klical sem jo celo jutro in se ni oglašala na telefon. In prvič, ko sem prišel sem samo potrkal. Ko sem se vrnil drugič in videl njen avto zunaj, sem si rekel, mora biti tukaj. Ko sem prišel, sem močno potrkal in imela je marega psa, pa ni odgovorila. Poskusil sem vrata in jih odprl. Bila je na kleh. Vrata niso bila zaklenjena. Si bila v hiši? Pravkar sem bila, in prišla sem samo povedati. Nisi videla nikogar tam noter? Stanovanje je v 4-nadstropni stavbi. Gre za novejši kompleks. Stanovanje se nahaja v 2. nadstropju in na koncih hodnikov je bilo nekako odprto na prostem. Njen telefon je bil dobesedno. To je kot moja punca. Tukaj. Brez otrok. Samo malo ven. Na levo. Ena oseba mora iti noter, tako je. Ko vstopite v stanovanje, je žrtev Kayla Hodgson ležala približno 3 metre od vhodnih vrat. Ja. Tu si, lahko me slišiš takoj, ko vstopiš. Ja, je tam. Nočem, da si takšen. Okoli nje je bila kri. Na tleh so bili krvavi odtisi. Pregledali so spalnice in kopalnice. V eni izmed spalnic so našli Kaylinega psa, nato pa so zapustili stanovanje in obvestili preiskovalce umorov. Na koncu smo prejeli klic, da se odzovemo in prevzamemo preiskavo. In potem ima punca rumeno. In nisem vedel, je kot... Ja. Srečava. Ne. Prilina mama, žal nam je, da to preživljate. Naredili bomo vse, kar lahko, da vam pomagamo. Imeli bomo milijon vprašanj za vas. Prosim, potrpite s nami. Zdi se, da so v krvi sledovi vlečenja. In kamor so vodile sledi vlečenja, so vodile do temena Kayline glave. In Kayla je bila na tleh, bila je neverjetno krvava. Bilo je toliko krvi, da ko si jo pogledal, si mislil, da nima nobenih oblačil na sebi. A je v resnici imela oblečeno haljo.
Vendar je bila Halja popolnoma prepojena s krvjo, zato je vse skupaj izgledalo kot še več krvi. Ja, to je to, ta bo. Na mačeti. Reševalci so me prijeli in vrgli na tla. Govorim o prsih. Kajla je utrpela približno 36 različnih ubodnih ali reznih ran. Večina jih je bila skoncentriranih na njeni levi strani obraza in vratu. Utrpela je zelo dolgo zarezno poškodbo z ostrim predmetom, ki je potekala ob strani njenega obraza. Utrpela je tudi ubodno rano v vrat, ki je predrla njeno jugularno veno. Po poškodbah je bilo jasno, da je ta oseba želela, da Kayla umre. Sodni zdravnik je ugotovila, da je bil način smrti umor, vzrok smrti pa večkratne poškodbe z ostrim predmetom. Today, kdo bi želel ubiti Kaylo Hodgson? Kayla je bila pametna, živahna ženska v svojih 20-ih, ki je očitno uživala življenje. Njena družina in prijatelji so imeli zelo radi. Kayla je delala kot hostesa za strežbo pijače, delala je za podjetje z imenom Bardols. Prav tako je delala zase, zasebno. Imela je nekaj različnih služb, vendar je večinoma delala v storitveni industriji kot hostesa za strežbo pijače, natakarica, strežnica, barmanka in je veliko potovala med New Yorkom in Tamarekom. Živela je v Tamaraku s svojo mamo in imeli sta zelo tesen odnos. Kayla, koliko lahko povem, prihaja iz ljubeče družine. Njena mama Diane jo je opisala kot čudovito osebo, ki je resnično ljubila življenje. In je bila preprosto mlada ženska v svojih 20-ih, ki je uživala v vsakem trenutku, potovala s prijatelji in preprosto doživljala življenje. Ko so organi pregona začeli zavarovati kraj zločina, so člani Kayline družine začeli prihajati v stanovanje. Moram reči, da jo boli telo. Hej, kdaj si se nazadnje pogovarjal z njo? Kdaj si se nazadnje pogovarjal s svojo sestrično? Mislim, da sta govorila na Instagramu včeraj. Vidim svojo sestrično. Ti ljudje. Poslušaj. Kje je njena mama? Njena mama je stevardesa. Dela na letu. Končno sem stopila v stik z njo. Ravno zdaj se veča. Kaylina sestrična je izvedela, da je Kayla umrla in bila je izjemno pretresena. Razumljivo. Si lahko predstavljaš, da izveš, da je tvoj sorodnik mrtev v svojem stanovanju pri tako mladih letih? O bog, to je Ethan. Ne. O moj bog. Kako ti je ime, Emily? Melanie! Melanie! Je to tukaj s tabo, Melanie? Pravimo. Pojdimo nazaj k tebi. Pojdimo tja. Potrebuješ pomoč pri vstajanju, dejno. Dejno, dej pomagali ti bomo. Kaylina mati, Diane, pride domov le 5 ur potem, ko so odkrili truplo njene hčerke. Kayla je živela s svojo mamo v tem stanovanju, vendar je bila njena mama stevardesa in je bila v času dogodka na delu, na poletu, zato so jo morali obvestiti. Prejela je telefonski klic, v katerem so ji povedali, da je njena hči mrtva. Mama, želiš sesti? Lahko ostanete tukaj, če želite. Lahko gremo tja. Tam je več zasebnosti. Razumem, gospa. Kmalu bomo prinesli telo dol. In Kaylin brat je zdaj tudi prispel v stanovanje Kayl in njune mame. Vem. Oprosti, nočem videti. Samo to želim videti. Gospod, ona ni več tukaj. Je on, je on. Kje je on? Lahko vam pomagam stati? Ko organi pregona preiskujejo in zavarujejo kraj zločina, morajo imeti možnost delati. Zato so morali pomagati družinskemu članu vstati in ga pospremiti stran, da so lahko nadaljevali z delom. Na primeru Kaylin smrti. O moj bog. Na resnično pretresljivem prizoru, ki ga je posnela policijska telesna kamera, Kaylina družina prosi, da bi lahko molila ob Kaylinem truplu, preden jo odpeljejo v mrtvašnico. Vemo.
Nebeški oče, pravkar smo se naučili, kako hraniti svojo dušo živo. Primite orožje, primite orožje. Orožje! Poslušajte! Nočete, da je to vaš zadnji spomin. Obljubim. Obljubim. Nočete, da je to vaš zadnji spomin. Hvala, prav. Zelo mi je žal za vas. Gospa, kje je tisti moški, ki je bil v hiši? Moški je bil raztresen, je v koridoru, da ga rešujejo. Seveda morajo preiskovalci zaslišati osebo, ki je našla Kaylino truplo, torej 31-letnega Rovelta Robinsona. Gospod, zelo mi je žal za vašo izgubo. Reče se fant, ja, neki tazga. Prav. Zakaj ne bi šli do Cash Car in dobili izjavo od vas o tem, kako se je vse skupaj zgodilo? Ena prvih stvari, ki jih naredimo na kraju dogodka, je, da govorimo s pričo. Moj partner je bil tam nekaj trenutkov pred mano, zato je to že začel početi in mi na kratko povedal, kaj je izjavil klicatelj na številko 911. Na to sem se srečal tudi z njim. Se spomnite, kdaj ste prvič poskušali stopiti v stik s Kylom? Bilo je zgodaj, torej okoli 10 ali 11 verjetno. Ob 10 ali 11, kako ste stopili v stik z njo? Poklical sem jo. Poklical sem jo. Večkrat sem jo poklical. On je napotel. Kaylo je omenil kot svojo nekakšno punco in spet je namignil na to, da sta bila sicer prijatelja, a sta bila več kot le prijatelja. Morda nista bila izključno skupaj, ampak je bila nekako njegova punca. Misliš, da je bilo ob 10 ali 11? Mislim, da si nameraval preveriti, ampak si rekel, da si izbrisal sporočilo. Ja. Izbrisal sem ga, ker me je razjezila, ker se misli, da me ignorira, saj sem se pravkar vrnil od svoje punce. Tako da običajno gremo skozi te čikaške ulice, da vidim svojo punco, to jo potem nekako zmoti ali nekaj takega. Torej je vedela, da si šel k svoji punci, ja? Jaz in ona sva zelo odprta glede najine situacije. V redu. Kako hitro izbrišeš sporočila in telefonske klice? Potem, ko sem prišel sem, nisem videl njenega avta. Potem sem potrkal na vrata in ni odgovorila. Zato sem si rekel, zdaj sem pa jezen. Prav tako jim je povedal, da je bil jezen na Kaylo in je izbrisal vse njene stike. Zdaj poskušajo ugotoviti motiv in osebo, ki je ubila Kaylo. In ko slišiš, da je bil tako jezen, da je izbrisal vse stike, morajo raziskati še naprej. Ali je to pomenilo, da je bil dovolj jezen, da bi Kayli naredil še kaj drugega? Ko si jo prej klical, je šlo naravnost na telefonski predav ali sploh ni bilo signala? To je tudi tisto, kar me je razjezilo, da sem izbrisal njeno številko. Ker sprva je zvonilo, potem pa je kar naenkrat bilo vse tiho. Ni bilo niti odzivnika, samo pisalo je, klic ni uspel, klic ni uspel. Ampak ko sem potem poklical z drugim telefonom, je zvonilo in to me je potem še bolj razjezilo. Rovelto Robinson podrobneje razloži, kako je našel Kaylo. Nisem trkal po vratih kot konj. Ravno sem hotel potrkati na vrata, potem pa sem preveril vrata, jih odprl in ona je bila tam. On je bil zadnja oseba, ki je osebno videla Kaylo, preden je zapustila stanovanje. Tako je Rovelto lahko zagotovil časovni okvir, kdaj je prejšnjo noč obiskal Kaylo v njenem stanovanju. Uporabili so tudi časovni okvir njegovih klicev Kayli, da bi pokazali, da je to zagotovo obdobje, ko je bila že mrtva. Čeprav je kri na Roveltovih rokah zagotovo sumljiva, so preiskovalci ugotovili, je kri dobil nase, ko je poskušal oživljati Kaylo. Ko so detektivi govorili z Roveltom, se ni mogel spomniti nikogar, ki bi po njegovem vedenju želel kaj takega storiti Kayli. In čeprav je imel tudi dekle v New Yorku, je organom pregona potrdil, da je bila njegovo dekle tisti dan v New Yorku. In da njegovo dekle nikoli ni imela nobenih težav s Kaylo in sploh ni vedela, da Kayla obstaja. V mrtvašnici Kaylino telo preiskovalcem ponudi namig, kdo bi lahko to storil. Številne obrambne rane, ki jih je utrpela Kayla, so nam pokazale, da se je Kayla do zadnjega borila za svoje življenje. Kayla je imela umetne nohte, zato je bilo medtem, ko se je borila za svoje življenje, nekaj nohtov iztrganih. In ti nohti so bili prav tako najdeni v stanovanju. Število obodnih ran, njihova lokacija, dejstvo, da je imela obrambne rane, vse to kaže, da se je branila. To je pomenilo, da je bil napadalec, morilec, nekdo, ki je deloval iz maščevanja. Pravzaprav ta vrsta zločina nakazuje, da je bil storjen iz jeze, v afektu ali na mah.
Sami kraj zločina je izjemno krvav. Jasno je, da je prišlo do nekakšnega boja v stanovanju Kayle. Na stenah na hodniku so bile kaplje krvi. Obdala jo je luža krvi. Na kraju nismo našli nobenega očitnega orožja, nismo videli nobenih nožev. Opazili pa smo, da je bila v tistem trenutku velika steklena vodna pipa, ki je bila zlomljena in je ležala denno pod Kaylo in okoli nje. To je velik kos stekla. Kasneje smo to pobrali in ugotovili, da velik del steklenega dela vodne pipe, predvsem del okoli vratu, manjka na kraju dogodka. In Kaylen pes preiskovalcem ponudi še eno sled. Kayla je imela majhnega psa. Ime mu je bilo Dior. Klicatelj na številko za nujno pomoč je povedal, da se mu je ena izmed prvih nenavadnih stvari zdela ta, da je, ko je potrkal na vrata, slišal, kot da je pes skoraj zaklenjen v rezervni spalnici stanovanja. Na koncu najdejo psa v rezervni spalnici. Vrata so bila zaprta. Ena izmed stvari, ki ste jih opazili, je bila, da je imel pes nekaj krvi na tačkah, kar nam je dalo vtis, da je bil očitno zunaj, ko se je napad zgodil in da ga je nekdo dal za tista vrata ter jih zaprl. Na prvi pogled v stanovanju Kayle ni ničesar, kar bi izstopalo ali vodilo do kakršnihkoli osumljencev. Zato morajo preiskovalci pregledati posnetke nadzornih kamer, vse posnetke, ki obstajajo zunaj Kaylynega stanovanja. Ta ima ring, tudi ta ima kamero. Medtem ko so obdelovali kraj zločina, so detektivi odšli v stanovanjski kompleks in pridobili posnetke nadzornih kamer. Za stavbo, v kateri živi Kayla, in tudi za stavbo, ki je bila tik ob Kaylyni stavbi. Kaylyno stanovanje je bilo v drugem nadstropju. Na vsaki strani njenega stanovanja sta bili dve različni stanovanji na nasprotni strani hodnika. In obe sta bili opremljeni z nadzornimi kamerami pri zvoncu. Nažalost, kamera v zahodnem stanovanju ni delovala pravilno. Ta bi bila najboljša, ker je kazala del Kaylynih vrat. Morda je ujela srečanje, ki se je zgodilo pri teh vratih. Na vzhodni strani Kaylynega stanovanja pa je bila nadzorna kamera na zvoncu. In to smo uspeli pridobiti. S stanovanjem. Z nadzornimi posnetki in posnetki iz zvonca Ring v rokah so preiskovalci začeli sestavljati časovni potek dogodkov. Posnetki stanovanjskega kompleksa in iz kamer zvonca Ring so se ujemali z Roveltojevim časovnim potekom dogodkov, ko je šel v Kaylyno stanovanje in ko je Kayla odhajala v službo. Tako je, Rovaldo Robinson uradno izključen kot preiskovalno zanimiva oseba. Lahko smo videli, kdaj je Kayla odšla in kdaj se je tistega večera vrnila domov. Tako je bil ta časovni okvir pomemben. Od tam smo lahko res začeli širiti preiskavo in videli, kdo se je takrat gibal po kompleksu. Organi pregona so opazili preiskovalno zanimivo osebo, ki je prispela v stanovanjsko stavbo približno ob 2 uri zjutraj. In ta ženska je bila oblečena v temna oblačila, nosila je bejzbolsko kapo, masko za COVID in s seboj nosila vrečko s hrano iz Shake Shacka. Bila je temnopolta ženska, ki je bila oblečena v črno. Nosila je kapo New York Yankees, črne hlače in črno jakno. Zdelo se je, da se je nekako brezciljno zadrževala na tem mestu. Hodila je gor in dol po stopniščih, sem ter tja po hodnikih. Približno od 2 ure zjutraj do 4:45 zjutraj. Ista oseba je hodila iz Kaylyne stavbe v stavbo, poleg Kaylyne stavbe. Opazili so to osebo, kako gleda poštne nabiralnike in se premika na sumljiv način. Že samo to, da je nekdo tam ob 4 uri zjutraj, opazuje stanovanje, je sumljivo. Poleg tega pa še očitna preobleka, da osebe ne bi prepoznali. Na koncu smo jo uspeli izslediti na več lokacijah. Njeno gibanje, njeno vedenje, vse to je res vzbudilo sum glede nje. Ko se Kayla vrne domov, še enkrat vidimo osumljenca, ki precej hitro hodi proti Kaylynemu stanovanju iz druge stavbe. Ampak nenadoma je v njeni hoji bilo čutiti neko nujnost. In to je bilo v minuti ali 2 potem, ko je Kayla prišla domov. Detektivi so lahko videli, kako je osumljenka šla mimo vrat, ki so vodila do Kaylynega stanovanja. Osumljenke na to na posnetku ne vidimo skoraj 1 uro. Takoj si lahko prepoznal, da gre za isto osumljenko že po njeni postavi. Imela je zelo značilno postavo in zdaj je nosila drugačna oblačila. Osumljenko so zelo jasno ujeli na kamero, ko je zapuščala Kaylyn stanovanjski blok,
Oblečena v pulover s kapuco, za katerega je Kaylina mama potrdila, da je iz njihovega stanovanja. Bili so tudi sandali, ki sta si jih delili Kayla in njena mama. Osumljenko pa so videli, kako je odšla v teh sandalih. Osumljenka je nosila tudi nakupovalno vrečko, za katero so ugotovili, da je bila prav tako vzeta iz tega stanovanja. Obstaja toliko različnih razlogov, zakaj bi se mi to zdelo sumljivo. Prvič, zakaj bi nosila Kaylina oblačila? In drugič, zakaj se je sploh preoblekla? In tretjič, ali samo poskuša prikriti svoj videz in morda narediti vtis, da je Kayla tista, ki zapušča stanovanje? Ko so detektivi opazili, da sta osumljenki odšli v različnih oblačilih, je bilo to zagotovo sumljivo. Ko pa so bila ta oblačila ob odhodu oblačila žrtve, nam to pove, da je bila osumljenka zagotovo v Kaylinem stanovanju, saj je to edini način, da prideš do teh stvari. Nåth Kjell Hodgson preiskovalcem zagotovi še namig. DNK, ki so ga našli pod Kaylinimi nohti, so analizirali in ta DNK je pripadal eni sami ženski osebi. Kdo je torej skrivnostna ženska, ki so jo ujeli na posnetkih nadzornih kamer? Preiskovalci se pogovorijo z ljudmi, ki so Kaylo najbolje poznali. Detektivi so nato poskušali ugotoviti, kdo je imel težave s Kaylo. Ali je bil kdo v Kaylinem življenju, ki bi si želel njene smrti? Ko so govorili z lastnico Bardolls, Kaylino delodajalko, se ni mogla spomniti nikogar, ki bi imel kakršnekoli težave s Kaylo. Ko so govorili s Kaylino mamo, je edino, kar je vedela, bilo to, da je neka punca na njen telefon klicala in delala potegavščine, vendar ni imela nobenih dodatnih podrobnosti o tem. Stopil sem v stik z nekaj Kaylinimi prijatelji in jih prosil, naj se dobijo z mano, da bi ugotovil, ali obstaja kdo, ki ustreza temu opisu in s katerim bi lahko imela Kayla težave. To bi bila posneta izjava Janice Tate pod prisego. Danes smo tukaj, da razpravljamo o smrti Kaylee Hodgson. In kolikor vem, ste vi najboljša prijateljica Kaylee. Ali to drži? Da. V redu. In omenili ste, preden smo začeli snemati, da sta bila oba pred kratkim v New Yorku. Od 6. julija do 9. julija. Ali to drži? Da. In kdaj ste nazadnje dejansko videli Kaylo? 9. Janice Tate je bila Kaylina najboljša prijateljica. Bili sta nerazdružljivi. Skupaj sta delali v Bardolls. Kjerkoli je bila Kayla, je bila tudi Janice. Skupaj sta potovali v New York, skupaj sta delali na zabavah v New Yorku. Koliko vem, je Kayla hodila s fantom, ki je imel punco tukaj na Floridi, po imenu Rivalto Robinson. Ga poznaš kot Rivalto? Velt, prav. Slišal sem več imen Velt, prav. Poleg Vija, s kom drugim se je Kayla videvala, kar se tiče fantov ali deklet, trener? Bil je fant po imenu Sakure. Bil je fant po imenu Terence. V redu. Je on iz New Yorka ali iz Browarda? Terence živi v New Yorku. In je Terence edini iz New Yorka? Da. Uspeli smo vzpostaviti to povezavo med Kaylo in to osebo v New Yorku z imenom Terry Termogin. Zdi se, da je bil odnos med Kaylo in Terryjem Termoginom takšen, da je Terry, ki mu je bila Kayla všeč, vedno, ko je bila Kayla v New Yorku, peljal Kaylo na večerjo. Če je bil Terry Termogin kdaj na območju Južne Floride, sta se Kayla in Terry dobila na večerji. Ko nista bila v istem mestu, je Terry pošiljal hrano Kayli. To je bilo vse, kar smo vedeli o njunem odnosu. Torej, zdaj imamo še eno dobro sled. Na tistem posnetku nadzorne kamere je bila ta skrivnostna ženska pred Kaylinim stanovanjem in nosila je vrečko s hrano. Terence v New Yorku. Hrano bi pošiljal prek Uber Eats. Zato je povsem naravno domnevati, da če je kdo dostavljal hrano na Floridi ob 4 uri zjutraj, bi lahko šlo za dostavo prek Uber Eats. Vemo, da ima Terence punco. Pravilno. No, on sicer ne prizna, da ima punco, ampak ja, ima punco. Kolikor ti veš, s kom ima ona težave? Jo kdo nadleguje, ji kdo teži? Je s kom v kakšnem aktivnem konfliktu? Edina oseba, s katero je kdaj imela odprt konflikt, ker Kayla nima težav z nikomer, ne z moškimi, ne z ženskami. Ona se s tem sploh ne ukvarja. Običajno bi to preprosto ignorirala. Edina izjema je bila Terencova punca.
Prav prvi dan, ko sta se spoznali, je napisala sporočilo na Instagramu. In v čem je bil problem med njima? V bistvu je pisala, da bi ugotovila, ali je Kayla s tistim gospodom, Terenceom. Imam posnetek zaslona njunih sporočil, ko je poslala zasebno sporočilo. Spoznali ste se šele tisti dan. Zakaj ta punca takoj piše v zasebno sporočilo? Točno to si je mislila Kayla. In ko je Kayla pisala gospodu in ga vprašala, veš, imaš punco, pa mi nisi povedal, je on to zanikal. Rekel je, da nima nobene punce, da nič od tega ne ve, da ima bivšo. Tako je rekel, da je to njegova bivša. Tako je Kayla še naprej govorila z njim. To je očitno zelo zapleten odnos. Preiskovalci morajo ugotoviti, kdo je s kom v zvezi in kdo je pravzaprav pisal Kayli glede Terenca. Kako je tista punca izvedela za Kaylo? 29. sva s Kaylo delali na zabari, torej na zabavo, kjer so delali v New Yorku, so prišli. Ko rečeš oni, misliš Terenca in potem Terenca ter njegove prijatelje. Tako da se zdaj vrnemo tja in Kayla ter on se začneta spogledovati. On sname svoj prstan in ga natakne Kayli na roko. Zdaj vsi prijatelji okoli snimajo videe in podobno. Eden od njih snema Kaylo in vidiš prstan na njeni roki. To je res poseben prsten, ali pa je? Velik. Mislim, da imam video tega. Zelo velik, izrazit prstan. Kayla pleše in vidiš prstan. Vidi se, da ga nosi. Veš, ne se to ne zdi nič posebnega. Naslednji dan prejmejo zasebno sporočilo od njegove punce. Torej, posnetek zaslona v bistvu kaže, kot da sprašuje Kaylo, ali je zdaj s tem fantom. Pravimo. Ampak Kayla na to ni odgovorila. Ne. Odgovorila je na prvi dve na začetku. Veš kot, ker se je dekle oglasilo in je rekla, v zvezi s čim? In potem je rekla, tisti fant s kitkami, ali je poskušal govoriti s tabo, ali se pogovarjata. Fant s kitkami je Terence. In seveda, Kayla ni odgovorila. Takrat je poklicala fanta in rekla, veš, neka punca mi piše, to je tvoja punca. Šla sta na večerjo. In ko sta šla naslednji dan na večerjo, je naslednje jutro spet pisala. Ti si tista, ki ne odgovarjaš, lahko bi bila ženska. Kar je pomembno je, če se res pogovarjata in družita, želim, da veš, da ne bom prizanesljiva do nobene od vaju. Na vrhu njenega profila je njena slika. Ja, to je ona. Pod imenom Shaki piše Sakina, Saki-i-na. Ja. V redu. Kako pa vemo, da je ona povezana s Terencem, ta Sakina? Kako veš, da govori o Terencu? Na njeni strani povsod vidiš Terenca. Vemo, da je imel punco v New Yorku, Sakino Thompson. In na neki točki je Sakina izvedela za Kaylo in izmenjali so si sporočila. Ampak potem, kar sem lahko videl pri Kayli, ni bilo nobene resnično pretresljive novice, kot naprimer, da naj ne govori več s Terjem. Še vedno je živela svoje življenje. Sakina je živela v New Yorku in delala kot nohtna stilistka. Sakina je verjela, da sta s Terjem skupaj. Bila sta punca in fant, brez dvoma. Bila sta skupaj. Kaylina, najboljša prijateljica Janisa, razkrije še en pomemben vidik komunikacije med Kaylo in Sakino. Na začetku prejšnjega meseca so nadlegovali s potegavščinami po telefonu. In kaj so govorili v teh potegavščinah po telefonu? So bile to grozilne klice ali bolj kot... Pusti mojega fanta pri miru. Kayla bi dvignila telefon in prisegla je, da je bila oseba iz New Yorka, ker je oseba po telefonu rekla, da je res. In to je nekaj, kar ljudje iz New Yorka pogosto rečejo. In vedno je bil isti ženski glas. Vedno je bil isti glas, ja. Rekla je, da so bili tiho celo minuto. Potem sem morala zakričati halo, da so sploh odgovorili. Kaj za vrada? Na koncu pa je rekla, veš, da si for, kaj ne? Rekla sem, ja, vem, povej mi kaj novega. Potem je spet utihnila. Na dan, ko so Kaylo našli mrtvo v njenem stanovanju, sta tako njena mama Diana, kot tudi njen nekakšen fant, Rovelto Robinson, v izjavah policiji omenila nekaj, kar se je izkazalo za ključen namig. Ali se lahko spomnite česar vas nisem vprašal, pa mislite, da bi bilo lahko pomembno? Ona nima težav. Je zelo srečna oseba na videz. Edina stvar je, da je pred nekaj tedni dobivala potegavske klice, ampak ni šla v podrobnosti glede tega. Prejeli smo informacije od prijateljev in družine, da je Kayla v zadnjih nekaj tednih, če ne celo mesecih pred umorom, začela prejemati, kot je sama rekla, potegavske klice od neke ženske. Kaylina najboljša prijateljica, Janisa Tate, ki jo policija zaslišuje v okrožju Broward, razkrije, da je Sakino Thompson osebno videla v New Yorku. Ves čas, ko se pelje tja, jo kliče in ji govori, ne hodi noter, prosim, ne hodi noter, prosim te. Ne hodi noter v Showtime, ne hodi noter.
In gledam jo in ji pravim, punca mora biti noter, veš. Ni drugega razloga, zakaj noče, da greš noter. Tako so se na koncu pripeljali do showtima in on jo pokliče, ker vidi, da so parkirali. In reče, pridi do mojega avta. Tako sem vseeno šla noter. Najprej sem jim poslala sporočilo in rekla, punca je tukaj. Videla sem jo na koncu bara, kako čaka. Torej videla si jo tam noter in samo sedela je sama. Je bila s kom? Sama, s prekrižanimi rokami na koncu bara, brez pijače pred sabo, samo sedela je tam. Ampak tam je bil tudi fant, s katerim sem se nameravala srečati. In objela sem ga. In potem sem pogledala dol in sem jo videla. In ko me je videla, me je pogledala. Potem je pogledala mimo mene in ni videla kajle. Tako da je potem še mal sedela tam, veš, čakala, če bo prišla. Potem se je lokal zaprl in nato je vstala in odšla. Tako da Kayla nikoli ni prišla noter. Ona dva sta šla skupaj drugam. Ker je nisa ve, kako izgleda Sakina, ji preiskovalci pokažejo posnetke nadzornih kamer iz noči, ko je bila Kayla umorjena. Ko si je Janisa ogledala video posnetke iz stanovanjskega kompleksa, je ena od stvari, ki jih je prepoznala, bil profil osumljene. Prepoznala je, da ima ženska na posnetku veliko oprsje. Prepoznala je hojo osumljene. Kaj je bilo na tistem posnetku, da si pomislila na Sakino? Je zelo čokata, hodi z dvignjenimi prsmi in ima težko hojo. Ima zelo značilno hojo, tako ko imaš ti značilno hojo zaradi svojih prsi, tudi ona ima ogromne prsi in jo izda že stranski profil obraza. In potem je njena hoja res težka. Ko hodi, stopa težko, ima težko hojo, ja. Preprosto je logično, da je to ona. Bila je res psihično obremenjena. Dekle ni pustilo Kayli pri miru, čeprav veš. Ta fant se pogovarja z mnogimi drugimi dekleti v New Yorku. Šla sem v New York, šla sem ven in on je bil z drugo žensko. Ampak mislim, da je bil razlog v tem, da je bila Kayla čudovita. Veš, Terence je bil preprosto za njo in je bil vztrajen ter se je trudil. Pripeljal bi jo z letalom, pošiljal bi ji hrano. Veš, bil je vztrajen. Mislim, da jo je dojemala kot grožnjo. Na koncu mi je ena od njenih prijateljic uspela dati Instagram profil te ženske, Sakina Thompson. Živjo, jaz sem Sakina, prihajam iz New Yorka. Sem zaposlena kot manikerka s polnim delovnim časom. Res ne vem, kaj ne rečem, ampak dobrodošli na mojem kanalu. Nisem hotela, da bi prvi video kar takoj šel naravnost v neko temo. Ampak tukaj bom delala lepotne vsebine. Večinoma nohti in ličila, swatchi, take stvari. Puls, outfit obraza, bistvo vse. Detektivka Kočler je nato prebrskala Instagram račun Sakine Thompson. Opazila je, da je bilo nekaj kosov oblačil, ki jih je osumljenka nosila na posnetku iz stanovanjskega kompleksa. Na posnetkih nadzorne kamere stanovanjskega kompleksa se je videla znamka oblačil, ki jo je našla tudi na fotografijah Sakine Thompson na njenem Instagram računu. V tistem filmu sem najboljša govorka vseh časov. Obstajal je tudi par čevljev Prada, ki jih je osumljenec nosil. In točno isti čevlji Prada so bili najdeni na Instagram profilu Sakine Thompson, kjer je nosila prav te iste čevlje. Prav tako je povečal posnetek, ko je osumljenka držala svoj mobilni telefon. Ena izmed stvari, ki je res izstopala, je bil ovitek njenega mobilnega telefona. Na nekem delu posnetka je osumljenka naredila, kot da gleda poštne nabiralnike za stanovanjski kompleks. Hkrati pa je obrnila svoj telefon. In ko je obrnila telefon, sem lahko videl ozadje na njenem zaslonu. In ravno tako se zgodi, da Sakina Thompson na svojem Instagramu drži telefon v roki in na tej fotografiji je opaziti isto ozadje. Sakina je imela precej močno prisotnost na družbenih omrežjih in objavljala je stvari o svojem razmerju, tudi s Terjem. In to morda ni nenavadno, vendar sta bila njun odnos nekoliko toksična. Ne bom lagal, rad flirtam, samo da vidim, ali še vedno znamo čarati. Ampak srečanje v živo. To je noro. Vsakič, ko je Kayla vprašala Terija o Sakini Thompson, je Terry rekel, da je nora. To je moja bivša punca, niti treba skrbeti zanjo. In to je bil edini razlog, zakaj Kayla tega ni jemala preveč resno. Ker je Terry ves čas govoril, da je to samo nora bivša, za katero ji ni treba skrbeti.
Zakaj si tako živčna? In zakaj se tako potiš? In zakaj zgledaš tako lačna? In... Ne, nikakor ne, ni tako, kot misliš. To je velika pomota, verjeti mi moraš. Liz, pravim ti, bolje, da me poslušaš. Všeč so ti rakove polpete, kaj ne, lignjo srček? Govorila bi o tem, kako je udarila Terija, o njegovem varanju in različnih stvareh, ki bi jo morda vrgle iz tira. Veš, da se znam tept, kaj ne? 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 Preiskovalci so izsledili telefonsko številko iz sporočil WhatsApp, ki jih je posredovala Janisa. Ta številka mobilnega telefona je bila prav tako povezana s Sakino Thompson. To mi je omogočilo, da sem pridobil sodni nalog za pridobitev njenih preteklih podatkov o mobilnem telefonu, kar je pomagalo potrditi njeno prisotnost v Južni Floridi v času umora Kaylee Hodson. Detektiv Ian Kukler je ugotovil, da je Sakina Thompson pred umorom potovala iz New Yorka v Fort Lauderdale. Jaz si mislim, da ne bom šla gledat njihove strani, gledam vašo stran. V zgodnjih jutranjih urah, okoli 1 ure zjutraj. 13. julija je ta mobilni telefon potoval na območje prebivališča Kaylee Hodson, tam ostal več ur in nato odšel okoli 6 ure zjutraj. Se je vrnil v hotel, za katerega smo na koncu ugotovili, da je Sakina Thompson rezervirala hotelsko sobo. In to je bilo pomembno, ker smo to lahko povezali z nekaterimi kasnejšimi videoposnetki, ki smo jih pridobili zunaj Kaylinga stanovanjskega kompleksa, kjer je bilo videti, da osumljenca pobere prevoz na zahtevo in ga odpelje nazaj v njen hotel, ki ga je rezervirala. Čas videonadzora se je ujemal s podatki mobilnega telefona, ki so prav tako kazali premikanje telefona. Tako smo vedeli, da je oseba, ki jo vidimo na tem posnetku videonadzora, kako potuje iz stanovanja Kaylee Hodgins do hotela Sakina Thompson. In potem se znova vrnemo k tisti vrečki s hrano, ki jo je ta skrivnostna ženska na posnetku videonadzora nosila s seboj. Sakina Thompson je, ko se je prijavila v hotelu, v katerem je bivala, naročila hitro hrano iz lokalne restauracije. In to isto vrečko je prinesla s seboj na prizorišče zločina. Ko smo imeli te informacije in smo jo videli, kako nosi to določeno vrečko, smo dobili vtis, da jo je morda uporabila kot pretvezo. Da bi se pretvarjala, da je dostavljavka. Nekdo, ki po noči prinaša hrano, saj to vemo. Fant Sakine Thompson, Terry Termogene, je v preteklosti po službi pozno po noči Kaylee naročal dostavo hrane prek telefona. Če Kala pogleda skozi kukalo in vidi to žensko, ki stoji tam in drži vrečko s hitro hrano, dobim vtis, da je morda to izkoristila, da bi pridobila njeno zaupanje in jo prepričala, da odpre vrata. Sakina je imela vso to pretvezo skrbno načrtovano. Ustvarila je celo lažen račun za prevoz, da bi prikrila svojo identiteto. Računa za prevoz na zahtevo, ki jo je uporabljala Sakina Thompson, sta bila odprta pod različnima imenoma na isti dan v nekaj minutah, vendar sta bili obe imeni lažni. Sakina Thompson je uporabila te izmišljene račune za prevoz, da je prišla do kraja umora in se vrnila nazaj. Preiskovalci verjamejo, da kombinacija digitalnih podatkov, objav na družbenih omrežjih in posnetkov nadzornih kamer vse kaže na predomišljenost. Vemo, da obstaja odnos med Sakino in Terryjem in Kylo. Vemo, da je bilo v preteklosti nekaj zamer, kjer so si izmenjevali sporočila. In Kyla je bila pravkar v New Yorku in vemo, da je bila v stiku s Terryjem, ko je bila tam. Najboljše, kar smo lahko ugotovili, je bilo, da je Sakina izvedela, da se je Terry srečal s Kylo. To je bilo 9. julija. Jaz bom šel po pištolo in se bom vrnil ter vse to začel. Torej, 10. julija Sakina Thompson rezervira svoj let. Do 12. julija je že tukaj v Južni Floridi. Ena od stvari, ki so se tu izpostavile, je bil namen. Nekdo prileti iz New Yorka, rezervira hotel. V tako kratkem obdobju med 9. in 12. julijem je bilo vse to načrtovano. Imel si dovolj časa, da premisliš svoje dejanja. Torej, nekdo pride dol, tudi če v afektu. Si na letalu 3 ure, zdaj si rezerviral hotel, zdaj si v Južni Floridi, imaš čas, da spremeniš smer. Preiskovalci so tudi odkrili, da je skoraj leto dni pred umorom Sakina očitno digitalno zalezovala Kylo. Kasneje smo ugotovili, da so se prvotne interakcije na Instagramu zgodile precej prej, kot so nam sprva povedali. Janisa je priskrbela posnetke zaslona, ki so to dokazovali. Približno leto dni pred Kaylinim umorom. Sakina Thompson je stopila v stik s Kylo prek njenega Instagram računa in jo prosila, naj jo pokliče, ter želela govoriti s Kylo.
In takrat je Kyla blokirala Sakino Thompson in nikoli ni odgovorila na njena sporočila. Nekaj mesecev kasneje, kadarkoli je Kyla pisala sporočila Terryju, je Sakina Thompson nekako videla ta sporočila. In zdaj je imela Kylino telefonsko številko in je spet pisala Kyli. Pošiljala grozilna sporočila, jo žalila, ji govorila naj pusti Terryja pri miru. In spet jo je Kyla blokirala. Nekaj mesecev kasneje je Kyla poslala sporočilo Terryju. In tokrat je, kot kaže, Sakina Thompson vzela Terryjev telefon in odgovorila Kyli z njegovega telefona. In to je bil edini primer, ko smo imeli dokaze, da je Kyla kdaj poslala sporočilo nazaj Sakini Thompson. Sakina Thompson je Kyli poslala sliko, na kateri sta Sakina in Terry v posteli in se poljubljata. In ko je poslala to sliko, so bile besede, ki so spremljale sliko, v bistvu namenjene Kyli, da ji sporoči, da je pri njima vse v redu. In Kyla je Sakini Thompson odgovorila tako, da je poslala sporočilo nazaj na Terryjev telefon. Ti pa res rada poljubljaš ustnice, ki so bile na moji besedi. Kyla je prenehala komunicirati. Preiskovalci imajo zdaj teorijo o tem, kaj se je v resnici zgodilo tistega jutra, ko je bila Kyla umorjena. Vemo, da je kmalu potem, ko je Kyla odšla v službo, Sakina Thompson prispela v stanovanjski kompleks okoli 1 ure zjutraj. Naslednje 3 ure se sprehaja po tistem stanovanjskem kompleksu. Zadnji posnetek, ki ga imamo o Kyli Hodgson, jo prikazuje, kako se vrača domov po verjetno dolgi noči, ko je bila na nogah in se pogovarjala z ljudmi. Po njenih gibih lahko vidiš, da je preprosto utrujena in verjetno vesela, da je doma. Misli, da je doma na varnem. Kmalu zatem vidimo, kako Sakina hiti proti stanovanju, v katerega je pravkar vstopila Kyla. Kako je Sakina dostopala do tega stanovanja, nismo prepričani. Vemo pa zagotovo, da so se v nekem trenutku vhodna vrata stanovanja odprla. Najverjetneje jih je odprla Kyla, da bi videla, kdo je pred vrati. In prav za vhodnimi vrati lahko iz dokazov vidimo, da je tam prišlo do prerivanja in da so stene poškodovane. Na stenah je tudi kri. Dejansko se vse skupaj nadaljuje po hodniku nekoliko levo. Kyla se je v tem stanovanju borila za svoje življenje. Kaj je bolj grozljivega, kot biti ženska sama doma, ko pa je nekdo v tvoji hiši in se bori za svoje življenje? Količina krvi, tudi potem, ko je bila zabodena, kaže, da se je še vedno poskušala boriti in premikati. Če se je napad nadaljeval nekoliko globlje v stanovanje, se je na koncu dejansko vrnil k vhodnim vratom. Morda je poskušala vsem venko spraviti ven, jo potisniti ven, se boriti z njo. A vendar so bile poškodbe, ki jih je utrpela, na neki točki enostavno prehude. Kyla je na koncu obležala za vhodnimi vrati. Na tej točki preiskave smo bili že manj kot 2 tedna od umora. Izdali so nalog za aretacijo. Odpotoval sem v New York, v območje Queensa, da bi s pomočjo newyorške policije in ameriških maršalov izsledil Sakino. In na koncu so jo do 3. avgusta 2022 pridržali. V njeni torbici je bila njena letalska vozovnica za polet iz Južne Floride. Sakina je bila na koncu obtožena umora 1. stopnje. Sakina nikoli ni govorila z nami. Uveljavila je svoje pravice in imela odvetnika, ki jo je zastopal. Zato nikoli nismo imeli priložnosti, da bi resnično slišali njeno plat zgodbe. Ko so Sakino pridržali v New Yorku, je tam ostala od 3. avgusta do 18. oktobra. Izročili so jo sem v okrožje Broward in uspeli smo pridobiti njen DNK s pomočjo kriminalistične ekipe. Ta DNK je bil poslan v analizo in potrdilo se je, da je DNK na nohtu Kyli Hodgson dejansko pripadal Sakini Thompson. Kot tožilstvo nam ni dovoljeno govoriti z obtoženci. Edini način, da si lahko ustvarimo sliko o tem, kaj se dogaja v njihovih glavah, je, da uporabimo vse dokaze, ki jih imamo na voljo. In dokazi, ki sem jih imela na voljo, so bili njeni zapisi na Instagramu. Zato sem te zapise preučila. Videla sem, kako je komunicirala z drugimi ženskami, za katere je sumila, da imajo opravka s Terryjem. Videla sem način življenja, ki ga je prikazovala. In to sem uporabila, da sem se pripravila na sojenje. Septembra 2025 se začne sojenje Sakini Thompson in začne se z uvodnimi izjavami. Začne pa se s tožilko Tanjo Johnson. Vse je šlo po načrtu, razen tega, da so me odkrili.
Vlekla sem Kylo stran, v njeni lastni krvi, proč od vrat in odšla preoblečena v njena oblačila. Ampak obramba ima svojo različico dogodkov, ki so pripeljali do umora Kelly Hodgson. Ta pogovor med ženskama, ki ga je imela Sakina v mislih, se je zaostril. 9. dan sojenja obramba pokliče Sakino Thompson na prostor za priče, da pričuje v svojo obrambo. Začela me je vleči za lase in me udarjati. Sakina je pričala in trdila, da je šlo za samoobrambo. Ena stvar, ki jo porota vedno opazi, je vedenje obtoženke, ko pričuje, tudi ko sedi za odvetniško mizo. In imela je nekoliko prazen izraz. Ni bila pretirano čustvena glede vsega tega. Povedala sem ji, da sem noseča, zato sem imela občutek, da poskuša prizadeti mene in mojega otroka. Nisem se borila samo zase, borila sem se zase in za svojega otroka. Sakina Thompson je pričala, da je bila, ko je šla soočiti Kaylo iz oči v oči, kot ženska žensko, 2 meseca noseča. To je težko sprejeti, saj če si 2 meseca noseča, zakaj bi sploh šla soočiti nekoga, ki ga nikoli nisi srečala? Morda so nasilni, morda ti bodo škodovali, verjetno sploh ne bi želela iti tja. Lahko pa ima tudi nasproten učinek. Porota bi lahko bila bolj naklonjena, saj bi vedeli, da je bila 2 meseca noseča, nosila je otroka. Ko je Kayli povedala, da je noseča, je pričala, da je bila Kayla vznemirjena in jo je napadla ter poskušala porezati njen trebuh. In takrat je izgubila zavest in karkoli se je zgodilo potem, ko je omedlela, je pač zgodilo, čeprav ni želela pričati o podrobnostih. Toda med navzkrižnim zaslišanjem tožilstvo izpodbija Sakinino trditev o samoobrambi. Udarjala me je. Kje vas je udaril? V obraz. Kje na obrazu? Kaj se je zgodilo? Se ne spomniš, kam te je udarjala po obrazu? Na obraz. Uspela sem razkriti, kdo je Sakina Thompson. Isto vedenje, ki ga je pokazala, ko se je vračala z letalom v New York, je pokazala tudi na pričevanju. Vzeti človeku življenje v samoobrambi in biti pri tem upravičen ima človeško plat. Deluješ zelo pretreseno, ker si mora vzeti življenje drugega človeka. In ona tega ni pokazala na pričevanju. Mislim, zato si je ubila, kaj ne? Ja. Je nisi ubila, zato ker se je borila proti tebi? Ne, ubila sem jo, ker je vzela kozarec iz vodne pipe, me porezala po trebuhu. Poskušala se je prikazati kot nekoga, ki jo je resnično skrbelo za svojega nerojenega otroka. Toda po tem domnevnem napadu, ko naj bi jo Kayla porezala po trebuhu, nikoli ni poiskala zdravniške pomoči. Nikoli ni šla v bolnišnico, ni pričala o ničemer, kar bi storila kasneje, kar bi bilo skladno s tem, da bi jo nekdo porezal po trebuhu. Po zaključnih govorih se porota odpravi na posvetovanje. Ko so se porotniki vrnili na posvetovanje, sem bila vedno v skrbeh za družino, ker mi je bila glavna prioriteta, da dobijo pravico. In pravica bi prišla le z obsodilno sodbo. Porota se po 1 uri posvetovanja vrne z razsodbo in razglasi Sakino Thompson za krivo umora 1. stopnje Kelly Hodgson. Ko je prišla razsodba, sem bila izjemno olajšana in zelo vesela za Kaylyno mamo. Preden sodnik uradno izreče kazen Sakini Thompson, so prijatelji in družina Kayli podali svoje izjave o posledicah kaznivega dejanja za njene bližnje. Dober dan, sodnik. Razlog, da smo danes tukaj, je najprej ta, da želim, da pogledate in vidite, koliko ljudi resnično ljubi moja sestra. Tukaj jih je še veliko več in zate tega ne morem reči. Takšno ljubezen in podpora nikoli ne bosta izginili. Do konca svojega življenja boš moral vsak dan gledati v ogledalo, obžalovati svoje odločitve in razmišljati, kako neumen si bil. Upam, da bodo vse tvoje noči polne obžalovanja in osamljenosti, ker nikoli več ne boš mogel videti ali objeti svoje družine. Sem Melanie, Kaylina biološka sestrična in njena starejša sestra po srcu. 13. julija, okoli 3:30, sem prejela telefonski klic, da so Kaylo našli mrtvo v njenem domu. Prvo vprašanje, ki sem ga zastavila Bogu sredi vseh svojih solz, ko sem ležala na tleh, je bilo: kdo bi to naredil Kayli? Veste, Kayla je bila tista oseba, ki jo v življenju ne srečaš dvakrat.
Imela je duh, ki je žarel tako močno. Vsaka soba, v katero je vstopila, se je zasvetila kot Times Square na Silvestrovo. Kdo ti je dal pravico, da prideš v njen dom in ji to narediš? Povej mi, kaj si mislila vsakič, ko si iskala One Princess Kay na Instagramu? Videla si lepo dekle z izjemnim telesom, močno osebnostjo, popolno nasprotje tega, kar vidiš, ko stojiš pred ogledalom. To te je tako zelo prizadelo, želela si ji poškodovati obraz. Ampak vedi, to, če bi bila Kayla živa, bi bila tudi s temi brazgotinami na obrazu še vedno najlepše dekle v prostoru. Bila bi lepša, kot bi ti kdajkoli lahko bila. Tvoj je tako izkrivljen, ker je bila edina oseba, ki je imela korist od vse te situacije, Terry. Končno se te je znebil. Zdaj lahko uživa svoje življenje, ne da bi ga skrbelo, da boš spet zasledovala kakšno drugo žensko, ki ga zanima, ali ga ponovno toksično napadla. Zdaj prosim sodnika, naj moji družini zagotovi mir, ki si ga zaslužimo, in te za preostanek tvojega nič vrednega življenja, brez možnosti pogojnega izpusta, zapre v zapor. Torej, potem ko je sodnik prisluhnil čustvenim izjavam Kaylinih bližnjih, pove še nekaj besed. Verjamem, da je bilo kaznivo dejanje obtoženke v tej situaciji grozljivo. Glede na to, kako je izsledila, našla, se pojavila in nato ubila. In s tem sodišče izreka gospe Thompson dosmrtno zaporno kazen. Po kazenskem zakoniku Floride to pomeni brez možnosti pogojnega izpusta. In preostanek svojega življenja bo preživela v zaporu. Jena, družina in prijatelji so na sojenje prišli barvno usklajeni v Kaylini najljubši barvi. In ko je prišel izrek kazni, so imeli vsi usklajene majice. Od prvega dne mi je bilo vedno jasno, da je bila Kayla zelo ljubljena in da zelo manjka, ter da je imela veliko prijateljev in podporo družine. Najlepša hvala. Naše delo za danes je zaključeno. Sakina Thompson je rodila svojega otroka, ko je bila v zaporu. Ko je rodila, je Terry Termogene tako rekoč stopil iz sence in prišel v Južno Florido, kar nam je omogočilo, da smo se z njim srečali. Bil je pravi gospod. Na kratko sva se pogovorila o primeru. Želel se je pogovoriti s svojim odvetnikom, preden bi šel naprej, in potem ni imel več priložnosti govoriti z njim. Prevzel je skrbništvo nad otrokom. Res je žalostno pomisliti, da je bilo življenje te mlade ženske, ki je šele vstopala v odraslost, ugasnjeno, ker se je druga ženska počutila ogroženo zaradi nje. Bil sem zadovoljen z obsodilno sodbo, vendar v takem primeru ni nobenega zadovoljstva. Veste, Sakina Thompson bo preostanek svojega življenja preživela v zaporu. Zdaj imate otroka brez matere. In imate Kaylo Hodson, kar je najpomembneje, njena družina je nima več, da bi jo sploh lahko obiskali. Ni nobenega zadovoljstva ob obsodbi v primeru, še posebej v takem. Gre za fanta. Mlade punce so se prepirale zaradi fanta, če želite to poenostaviti. Resnica je, da je v ozadju veliko več. In to je povezano z Sakino Thompson. Tam pridejo poštev njeno duševno stanje, morala ali način razmišljanja. Zelo žalostno je videti, da je bilo tako življenje tragično izgubljeno pri tako mladih letih in to za nič. Vse to je bilo brez razloga. Kayla nikoli ni predstavljala nobene grožnje Sakini Thompson, ki ima razmerje s Terryjem vse do New Yorka. In da bi šla tako daleč, da bi priletela sem in nekoga ubila. Mislim, zelo strašljivo je, da obstajajo ljudje na tem svetu, ki so sposobni narediti kaj takega. In Kayla si ni zaslužila tega, kar se je zgodilo, še posebej v varnosti lastnega doma.